Bratje in sestre, današnji praznik Svete Trojice je praznik, ki razmeji nas, kristjane, od drugih vernikov po svetu. Morda boste kdaj slišali, saj vse vere so enake, vse se prizadevajo za dobro, pošteno, lepo življenje in življenje v razumevanju. To so skupne stvari. Pa vendar nas, kristjane, ločijo stvari, ki jih nimajo drugi verniki. In to je vera v Boga, ki je navzoč v treh osebah. Še eno stvar lahko tukaj omenim, to je tudi navzočnost Jezusa Kristusa, Boga, pod podobo kruha in vina v Evharistiji. To so stvari, po katerih smo kristjani drugačni od drugih vernikov. Druge stvari pa so enake, podobne, ker so tudi pri drugih ljudeh. Še pri tistih, ki morda pravijo, da ne nosijo v sebi vero, ampak živijo pošteno, dobro, lepo, plemenito življenje. Praznik Svete Trojice je lahko postavljen šele potem, ko je človek imel to spoznanje ali razodetje, na kakšen način Bog živi, na kakšen način Bog je. Od vsega začetka, od stvarjenja človeka, je Bog v sebi nosil to zavedanje presežnega, da Bog je. In že v Svetem pismu piše, na začetku je Božji duh plaval nad vodami. Kako so ljudje kmalu začutili Božji duh? Bog je tisti, ki je povsod. In z rojstvom Jezusa Kristusa, z njegovo besedo, smo začeli ljudje spoznavati, da Bog ima več oseb. Jezus Kristus je govoril o svojem nebeškem očetu, zato ker je on sin Boga. In ob koncu oznanjevanja je jasno povedal, dal vam bom duha tolažnika. Ni rekel, samega sebe vam dajem, ampak duha tolažnika. In z razumom človek spoznava, to je pa tretja oseba. Sveti duh, Oče, to nam je že razodeto, sin, odrešenik tudi, ker je živel na zemlji v določenem času in kraju. In tako smo kristjani sprejeli vero v Sveto Trojico, ki je en sam Bog, navzoč v treh osebah. V prazniku Svete Trojice pa vam želim podati misel, da se ne bi ustavili v tem zunanjem prepoznavanju, ki je lahko zelo matematično. Že pri veruku smo se učili, koliko je Božjih oseb in naštevamo po številkah. 1, 2, 3. Bog Oče, Bog Sin, Bog Sveti Duh. En sam Bog. Te stvari so premalo povedane za Boga. So povedane neke tiste temeljne, ki jih mi prepoznavamo. Ampak Sveta Trojica, današnji praznik, ki je tudi žegnanje pri vas, hoče podati globje sporočilo. Veliko več od tega, kar se na hitro zapiše v nekaj besedah. Bom tukaj skušal eno tako primerjavo dati življenja, mogoče nam je bližjo. Mi, ki smo malo starejši, jaz sem bil še, včasih smo rekli slovensko, je to nabor. Nabor, se pravi, mladi fantje, ki so kot kandidati za vojake. In ko smo prišli na nabor, ko so nas tam tudi pregledali, pa so napisali višina 170, teža 70 kg, motorične sposobnosti, hoja dobra, sluh, ustrezen vid, očala za popravek vida. Ampak če ta fant imel dekle in je prijateljica vprašala, ti kakšen fant pa je? A veš,
kako je dober, kako je prijazen, kaj vse zna narediti. On mene sliši, še pridno reče. Pogled, kako on lepo pogleda, kakšne oči ima. In te besede so čisto resnične. In o isti osebi, o istem človeku. Prej pri naboru za vojsko, potem pa za nekim človekom, ki ga ima rad. Iste besede, brez napake, v popolnoma drugačen zapis. In če to razumemo, potem lahko vstopimo v današnji praznik Svete Trojice, ko se ne ustavljamo pri matematičnih resničnostih, ampak postopamo v odnos, ki ga ima Bog med seboj, tako lahko rečem, in do nas, ki smo ustvarjeni po Božji podobi. Mi smo ustvarjeni po podobi Svete Trojice. In današnji praznik nam želi odpreti to skrivnost Božjega življenja, obstoja, njegovega življenja, ki se tudi nekako preseva na nas. In da ne bi mi ostali v tem svetu na teh sicer pravilnih naštevanjih in podatkih, ampak da bi vstopili v globino, da bi tudi pri nas bilo to, kar je Božjega. In kaj je tisto temeljno, na katerem lahko sloni današnji praznik Svete Trojice? To je najbolj globok, temeljni, možen način sobivanja, ki presega dobroto, prijateljstvo, razumevanje, veselje, presega najbolj globje je življenje v ljubezni. In to je ta, če rečemo, mogoče za tujo besedo, dinamika Božjega obstoja je temelj ljubezni. V Bogu je polnost ljubezni. Na nas pa prihajajo, veste tako, v večji ali manjši meri. Popolne ljubezni na tem svetu ni. Lahko se pa bližamo v večji ali manjši meri. Tudi ni popolne dobrote ali razumevanja. Vedno je lahko še drobec kanček, ko gremo lahko naprej v dobroti, v razumevanju, v spoštovanju, v medsebojni pomoči. Ampak prav v tem, ko slutimo, da ni popolnosti na tem svetu, potrebujemo praznik Svete Trojice, ki nam pove, bolj s čutenjem kot z razumom, obstaja popolnost. In ta popolnost je v Sveti Trojici. In mi smo zdaj na tej poti k temu. Bog daj, da bi dosegli to popolnost v večnosti pri Bogu, ko bomo deležni tega Božjega življenja, ki nam je zagotovljeno s temi besedami, ko Jezus pravi, pripravim vam prostor pri očetu. Odhajam k očetu, ampak vas vabim k sebi, ker želim, da bi bili tu z menoj. To je neverjetna ljubezen Boga, Svete Trojice, da želi Bog nas ob sebi. To se ne da razložiti. Zakaj? Želi. In Bog nam daje Svetega Duha. Sveti Duh je tisti, ki naše življenje vedno bolj približuje, preobraža v podobnost življenja in obstoja Boga. Več, ko je Svetega Duha pri nas, več je razumevanja, več je dobrote, več je spoštovanja. Naj rečem, več je ljubezni, prave ljubezni. In če je to navzoče v našem življenju, potem smo radi drug z drugim, potem smo radi povezani. Zaključil bi z eno mislijo, morda je tudi to ena lepa stvar, ki nas lahko vodi v tem današnjem prazniku, kako je Sveta Trojica ali Sveti Duh, ki nam ga je Bog dal, tisti, ki nas povezuje. Že ko smo imeli priprave z otroki na prvo sveto failo, pa dostikrat razložim, kako se v imenu Svete Trojice pokrižamo. Veliki križ je najbolj tak prepoznaven in rečemo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. In rečem Bog, ki, lažje se predstavljamo, ki v nebesih zgoraj. To je naša, ta razum, ki nas pelje temu. Bog, ki je v nebesih,
zapisih Oče, v imenu Očeta, naj bo z nami v Jezusu Kristusu, ki ga imamo pri sveti maši, ki je tudi pravi človek. Naj bo z nami. Oče naj bo z nami v Sinu in potem in Svetega Duha, ko se dotaknemo ramen, morda bi rekli človek, ki stoji, je tukaj največja širina, sploh če se roke razširi, se ta širina človeka še poudari, ampak roka, ki se razširi, je tako, kot da bi podali drugemu roko. To je pa naša povezanost. Ko rečemo in Svetega Duha, da bi Sveti Duh nas povezoval. Ker če ni Svetega Duha, človek gre narazno. Se raztrga drug od drugega. In Božji Duh je tisti, ki človeka povezuje. V naši različnosti. Če imamo 3 osebe v Bogu, lahko takoj prepoznamo, to je različnost. Je Oče, je Sin, je Sveti Duh. Ampak so povezane osebe, zato ker je ta vez je vez ljubezni, svetosti. Ta vez, ki je oseba Sveti Duh, je tista Božja dinamika življenja, ki povezuje 3 osebe, enega Boga, in ta Božji Duh tudi nas ljudi povezuje. Bodimo hvaležni za to razodetje Božjega življenja, ki smo ga mi, kristjani, deležni. Še pred 2000 leti ljudje tega razodetja niso imeli. Pa 2000 let ni veliko za obstoj človeka. In mi smo ti, ki smo privilegirani, da imamo to razodetje Božjega življenja in tudi naše medsebojne povezanosti v Svetem Duhu. Zato vas povabim, da skupaj izpovemo.